Letala so letela nizko in pogosto, v Frankfurtu se bo odvil veličasten dogodek. V hotelu Leonardo Le Streljaje od Arene se je začela moja izkušnja s Frankfurtom. Skozi kratek gozdiček direktno do Arene in že smo tam po 5 minutah hoje. Odlično, polno rdečih in zelenih in seveda modro-belih in rdečih. Ker je čas dopuščal, sem šel na bližnjo železniško postajo, kjer je ravno prispel navijaški vlak iz Slovenije. Kdor ne skače, definitivno ni Slovenec, ne glede na barvo kože. Veselja je bilo polno, tukaj in drugje. Od trenutka, ko smo prišli Slovenci, je samo še slovenska pesem se razlegala po ulicah. Med navijači so nekako prevladovali Štajerci, nekaj Primorcev. Dvorana se počasi polnila, naši so prišli na igrišče. Vsi štanti s prodajo hrane in pijače so bili polno zasedeni. Na prizorišču tudi župan Maribora. Vse okoliške gostilne so bile polne slovenske pesmi in besede. In seveda zastave slovenske, ki so popolnoma izpodrinile portugalske. Veselje pa je bilo mednarodno, brez zadržkov. Še malo straniščne kulture pred vstopom v Areno. In pa koši. Edini koši so bili znotraj Arene, okrog niti enega koša. Ne vem, kako si to Nemci zamišljajo. Še pogled z vrha na zaledje Frankfurta in zadnja letala so počasi odšla v daljavo. Takole je bilo že 1 uro pred tekmo. Počasi se ogrevajo.
slovenskih navijačev je mogoče tretjina, vsaj četrtina dvorane. Skozi celo tekmo je bilo slišati samo ta del tribune, preglašen tudi zvočni sistem dvorane. Dvorana se je v zadnjih 5 minutah pred tekmo čudežno napolnila do zadnjega sedeža. Glede na kapaciteto dvorane bi predvideval, da je bilo slovenskih navijačev vsaj 15.000. Tukaj pa upam, da lahko predstavim en alternativni pogled, ki ga prenos RTV Slovenija ni pokazal. Zanimivo z tega zornega kota. Tukaj se lepo vidi cable cam, ki nam skrbi za bližnje posnetke skozi celo tekmo in ga seveda ne vidimo. In pa veličastno razvijene zastave, ki se potem lepo trese v valovih. Veličastno, v živo, še posebej. In pa gremo. Tekma je bila od prvega trenutka naprej napeta in vredna ogleda. Zanimivi gostje na naši tribuni. Tole pa je potem, ko je Jan Oblak branil prosti strel. Ko je dejansko cela dvorana zavibrirala, plapolala, kot da je potres. In pa potem se je seveda začelo mučno obdobje tombole 11-metrovk, ki se tokrat za našo reprezentanco niso končale po sreči. Kot je rekel
kasneje portugalski navijač: I'm sorry, it's a game. In na to smo navijači po trenutku tišine takoj vedeli, kaj moramo, in smo 4 minute navijali za naše reprezentante, tako da kljub temu, da smo izgubili tekmo, so dobili z naše strani pozdrav vseh pozdravov. Če samo pomislimo, da je na tribuni cirka 15.000 navijačev, vsak navijač pa ima povprečen strošek vsaj 350-400 evrov za obisk te tekme, potem lahko zračunamo, da je tukaj na tej tribuni zdaj nekaj milijonov evrov vloženega denarja v našo reprezentanco s strani navijačev. Portugalci so že zdavnaj šli dol, varnostniki so čakali, kaj bomo, mi pa še kar 4 minute pa pol v celoti. Zahvala našim igralcem, da so zdržali 120 minut, so bili nepremagljivi, nezlomljivi. In odšli smo z dobrim občutkom, z veseljem, kot da bi zmagali. Na koncu je res samo igra in sreča, ki pa jo Portugalci, kakor vemo, na naslednjih tekmah ravno tako niso imeli. Lahko bi bila pa sreča obratna, pa bi mi premagali Francijo. Zanimivo je bilo, da pred tekmo se je videlo večinoma samo slovenske zastave, po tekmi pa čudežno ogromno portugalskih. Se borimo, rastemo, zorimo, samo še sreče si želimo. Tako je, samo sreče si želimo na Irskem. Kot da bi zmagali in dejansko to tudi. Slovenska pesem je odmevala kilometer okrog dvorane. Posnetki so okrog 1 zjutraj. Vsi drugi so že odšli, Slovenci pa še vedno s svojim kulturnim programom. Presenečen sem bil okrog in okrog dvorane, portugalski navijači čestitali nam Slovencem za odlično igro, za vse. Ne povem, da so to samo tisti navijači, kateri so bili s svojim prevozom, kajti vlak je že v tem trenutku že odpeljal.
Slovenska pesem je pritegnila tudi druge. In kmalu so se nam pridružili še portugalski navijači, so se zabavali z nami. Definitivno vzdušje, kot da smo zmagali in to smo si tudi zaslužili. Kmalu smo bili deležni pozornosti varnostnikov, saj smo bili zadnja skupina ljudi na področju arene. In pa seveda fenomenalni šalala. Včasih so nas že prosili, naj gremo v svojo smer, da je to, pa smo si izprošili, samo še enkrat prosim, samo še enkrat, zadnjič obljubimo. Toliko Slovenije v Frankfurtu že dolgo ni bilo, pa tudi najbrž spet ne kmalu. Hvaležen, vesel, počaščen, zadovoljen. Ena najboljših tekem slovenske reprezentance, kadarkoli, zagotovo. Izločila jih je šele tombola, ki je prav tako izločila Portugalce na naslednji tekmi. To pomeni, da bi lahko tudi mi bili na njihovem mestu. Tako se je končala tale frankfurtska izkušnja. Ob 1:30 ponoči še kratek 20-minutni sprehod čez Gozdiček do hotela Leonardo, drug dan pa pot proti domu. Hvala za ogled.